To občinsko prometno strategijo ste danes sprejeli, pomemben dokument, ki vam za naprej omogoča v bistvu tudi med drugim kandidiranje za sofinanciranje različnih projektov. Ja, to je en namen, drug namen pa je, da smo naredili en posnetek stanja, da smo predvideli nekatere ukrepe, ki bomo sedaj izvajali v 7 letih. Torej, to je dejansko pomemben dokument, torej, ki veliko nalog je v njem opredeljenih. Jaz upam, da bomo lahko v veliki meri tudi udejanjili. Je pa to stalni proces, saj mi za varnost oziroma za boljši promet občin skrbimo tudi sedaj. Je pa to en res pomemben dokument in z tega izhaja, da bomo že v kratkem začeli nekatere ukrepe tudi sprejemati in tudi udejanjati. Mogoče kak konkreten projekt, česa se boste lotili v naslednjih letih? Ja, torej seveda kolesarske steze, torej mirujoči promet moramo urediti, peš cone nekako razširiti. Tu je tudi predvideno zaprtje starega mestnega jedra, črne točke, ki jih imamo v občini glede varnosti, torej to je nalog, ki je veliko. Mogoče to tudi vtepanje v to parkirišče? Dobro, to je napisano, ampak to bo težko realizirati, ker zemljišča tam imajo lastnino in težko bomo mi to odkupovali zemljo tako in se to šli, ampak dobro, neka možnost obstaja. Je pa dejstvo, nekako podatki kažejo, da večina ljudi vedno se še vozi z avtomobili, tudi na te res kratke razdalje, pa največkrat po eden. Ja, dobro, to ni samo Konica, to je povsod, to je pač problem na državni ravni in tu bo morala tudi država nekaj v tej smeri narediti. Javni prevoz bo potrebo pojačati, ga tudi organizirati, bo treba tudi nekatere monopole, ki so v tem področju, ukinjati oziroma zmanjšati in to bo to. Proračun je šel gladko skozi, druga obravnava, nekaj malih popravkov, kaj pa bojo v bistvu tiste največje, najpomembnejše stvari naslednje leto? Ja, torej, sedaj Livada Loče, to se zaključuje. Veliko denarja bo namenili obnove cest, to je cest in pa lokalnih cest in pa javnih poti, tudi v samo ureditev krajev, pripravlja projektne dokumentacije, to je praktično ni področje, ker ne bomo neke stvari naredili. To še ni konec, mi čakamo na neke razpise in potem bo ta proračun imel še nekatere spremembe. V proračunu je tudi že obnova ta dela Trebnika, je to že v bistvu rezultat razpisa znan? Ne, to še ni. Tudi letni program športa, ste imeli danes, tudi to področje boste razvijali še naprej, Ja, seveda, strategijo smo sprejeli, torej mi povečujemo sredstva za društva, tudi vlagamo v infrastrukturo, torej mi smo sedaj, bom rekel, v mojem mandatu že investirali v šport približno 4 milijone evrov, šport in rekreacijo in to bomo pač nekje tudi še nadaljevali, kar nekaj izzivov tukaj je. Odprto ostaja prizidek športne dvorane, ampak to bomo delali takrat, ali pa bojo delali takrat, ko bodo to neka resna sredstva tudi na razpolago. Leto 2024 gre k koncu, ena ocena, kako uspešno, neuspešno je? Ocena je, mislim, da je bilo uspešno, saj mi smo praktično vse naredili, torej proračun je v celoti realiziral, nekaj malega stvari prenašamo v naslednje leto. Velik projekt smo končali, šola pod Goro in tudi vse ostalo, veliko je bilo sofinanciranja, tako da ja, je uspešno, torej vsi podsistemi so delovali normalno, tako da jaz lahko samo izrazim eno zadovoljstvo nad letom, ki se izteka. Kakšen je utrip življenja v občini? Mislim, da je razmeroma dinamičen, torej gospodarstvo se razvija, veliko se gradi, veliko nekega prometa z nepremičninami je. Koliko se pogovarjam z ljudmi, se mi zdi, da so zadovoljni.